Torej delate z doma. Jaz tudi. Tam okrog 150 dni na leto. Zato si upam deliti z vami nekaj misli o delu z doma. V času objave tega posnetka ste morda že 2 tedna doma. Torej ste si nabrali že nekaj izkušenj. Zato vas najprej vabim, da preverite, kako vam uspeva izogibanje največjim pastem dela z doma. Prva. Varljiv občutek, da imam veliko časa. A veste, prej sem bil v tej časovni zanki. Poznate ta občutek? Zjutraj vstaneš in potem ves dan hitiš. Najprej hitim v službo, hitim med službo, hitim domov, doma hitim, potem hitim spat, da bom zjutraj lahko znova hitel. To je ta časovna zanka. In zdaj sem doma, zdaj tega ni več. Wow, veste, zjutraj malo dalj pospim, si privoščim kavico, na internetu preverim, kaj je novega v časopisih, otrok ni treba več preganjati, da vstanejo, lahko bom pospravil stanovanje. Wow, kar naenkrat ta občutek, da imam veliko časa. In potem po 14 dneh ugotoviš, da imaš še večjo stisko kot pred korono, da imaš večji nered kot pred korono, da si v večjem stresu. Druga past je podcenjevanje težavnosti nalog. Kaj to pomeni? To pomeni, da vidim, kaj me čaka in pomislim, to bo vzelo pol ure časa, 1, 2, 3, ali pa tale. Kaj pa to takega? Zapreš vodo, odviješ, ustaviš, zaviješ, 1/4 ure, pa bi. In kaj se potem zgodi? Potem vidiš, da rabiš več časa in da rabiš več energije, kot si mislil. In sem v stresu. Tretja past je vzporedno izvajanje službenih in domačih nalog. Odgovorim na telefonski klic, pa se spomnim, da je perilo v pralnem stroju. Med obešanjem perila pomislim, da bi lahko še pospravil posodo iz pomivalnega stroja. Ampak se spomnim na obljubo sodelavcu, da mu pošljem en dokument in odhitim k računalniku. Tam vidim, da mi je šef poslal 3 maile. Med branjem prvega maila me žena pokliče, naj poskusim, kakšni so piškoti, ki jih je spekla. Pokusim, vrnem se k branju šefovega maila, ampak prej bom še poslal sodelavcu tisto datoteko, ki jo potrebuje. Potem k šefovem mailu, a že me žena kliče, naj pomagam odmakniti mizo, da bo lahko počistila moko, ki je padla po tleh. Preklapljanje je en od najhujših tatov časa. Poznate ta občutek, mine dan in ti nimaš kaj pokazati. 4. past dela z doma je zanemarjanje najbližjih. V poklicnem življenju to pomeni, da ne vlagam v medsebojne odnose. Od doma pošiljam maile in SMS-e svojemu sodelavcu, svojemu nadrejenemu, svojim podrejenim. Halo, še vedno so tam ljudje, ki bi me radi videli oziroma vsaj slišali, če se me že ne morejo dotakniti oziroma me povohati. In vse bolj pogrešam žive stike. Sodelavci ob avtomatu za kavo, zgolj klepet mimogrede na hodniku. Tisti sestanek, ki mi je šel tako na jetra, zdaj bi bil prav vesel, ko bi lahko bil na njemu. Kaj pa v zasebnem življenju? Ste brali, da na Kitajskem se je v času krize bistveno povečalo število ločitev? Bistveno. Ni čudno, ne? Če si mesec dni ali pa več 24 ur na dan z istim človekom, se zgodijo stvari, ki se morda ne bi pred epidemijo. Vsaj tako hitro ne. Morda je kdo pometal probleme pod tepih in popuščal. Morda je kdo svoje frustracije sproščal na pivu s prijatelji. Tega sedaj ni več in odnosi se lahko stresejo 7. stopnjo po Richterjevi lestvici. Poln kufer ga imam. Kam to pelje? No, morda bomo to videli v poročilu SURS-a prihodnje leto. Morda. 5. past dela z doma je zanemarjanje sebe. A veste, jaz vem, da če sebe nimam rad, me nihče ne bo imel rad. To vem, to ni nič novega. Pa vem, da se bom imel rajši, če bom rastel in se razvijal.
pa vem, da se bo imel rajši, če imel občutek, da postajam mojster na nečem, na enem področju. Tega občutka zagotovo ne bom dobil z neselektivnim gledanjem televizije ali pa z brskanjem po spletu za temami, ki mi samo kratkotrajno zadovoljijo neke potrebe. V bistvu pa z njimi zapravljam čas. Ali pa z jamranjem in samopomilovanjem. Recimo, nisem zadovoljen z dnevom, zvečer imam slab občutek, da sem zapravljal čas, pa se vprašam, zakaj. Ali pa to isto bi lahko naredil zjutraj. Zjutraj bi se lahko vprašal, kakšen je bil moj včerajšnji dan in ali sem se česa naučil, kar bom uporabil v bodoče. Če tega ne delam, ne rastem, se ne razvijam. In ponavljam stare napake. To pomeni, delam vzporedno naloge, pišem SMS-e in elektronska sporočila, nerealno ocenjujem, koliko časa mi bo vzela kakšna naloga. Kam to pelje? Žžk. Mar ni tako? 5 glavnih pasti dela z doma. Kako vam gre izogibanje tem pastem? Se bližate kateri? Ste se morda v kateri že znašli? Potem vam bo morda prav prišel kateri od 3 videov, ki smo jih pripravili za vas. 3 videoposnetki. Prvi, organiziraj se, ponuja namige glede organizacije dela z doma v smislu lovljenja ravnotežja med zasebnim in poklicnim življenjem. Drugi, odnosi v času krize, ponuja namige o ohranjanju in negi medsebojnih odnosov, tako v družini, kot tudi s sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi. Tretji, izkoristi krizo, ponuja namige o priložnostih za rast in razvoj, strokovno in osebnostno. 3 posnetki, ki ponujajo rešitve. Vabljeni k ogledu. Spremljajte nas na spletni strani Upravne akademije in